eden od šokantnih podatkov, ne, recimo pač imam, hvala Bogu, dosti kolegov, ki so vrhunski na tem področju, recimo v Ameriki in dejansko ta success industrija, jaz se upravičujem, če kakšno angleško besedo uporabljam, ampak ne gre drugače, v bistvu je dejansko zelo, bom rekel, ljudi zmanipulirala. In ja, seveda, kdo je tukaj en Slovenček, narekovajo, ki to pa uči drugače, ampak glede na rezultate očitno se nekaj zgodi. In recimo, če ti dam en šokanten podatek, ta self-help industry, ne, če tako imenujeva, kaj misliš s svojimi programi, ki stanejo po $50, $100, $500, $1000, $10,000, $20,000, kakšna je njihova uspešnost dolgoročno? Kaj misliš? Jaz samo v procentih. Cirka. Ok, dolgoročno ziher ne, 30–40%. Uspešna ali neuspešna? Uspešna. V bistvu je v 97% neuspešna. Neuspešna. Zakaj? Dva razloga sta, bistvena razloga. Ker vse bazira na postavljanju določenih ciljih in delovanje you can do it na osnovi volje. In zdaj, če pogledam najnovejša znanstvena odkritja od nevroznanosti, dejansko dokazujejo, da naš v bistvu dejansko ima 5%, 95% je pa naše nezavedno. In ko mi tako radi govorimo o pozitivnem razmišljanju, v bistvu govorimo o 5%, ne govorimo po 95%. Ker je pa bistvo? In kar je pa še hujš, Dan Gilbert iz Harvardske univerze zdaj dokazal, da v bistvu expectations are happiness killer, se pravi, pričakovanja so v bistvu uničujejo srečo in dejansko še hujš. V bistvu na ta način se ustvarja tako imenovan kroničen stres, ker dejansko, ko ti baziraš vse na ciljih, je kroničen stres, ker tega ne moreš dosegati. Ampak zdaj spet, potem pa se pojavi vprašanje, torej ne sme imeti ciljev. Absolutno cilj je fajn, vsa ta strast je fajn. Ampak verjetno, da dovoliš, da se ti sploh zgodi, ne, da si ves čas pod pritiskom. Mora se zgoditi, mora se zgoditi. Ne, poanta je tle, da en slikovit primer bo dal, se zelo dobro da razložiti. Recimo, predstavljajva si, da sediva zima, sneg, peljeva, zdrsiva s ceste. Dobro. In potem, jasno, treba je priti na cesto nazaj in tukaj rabaš ta cilj in da potisneš avto in da pride nazaj na cesto. Ampak, če ti to isto energijo potiskaš, bo šel na drugo stran čez cesto. In v tem je zdaj poanta. Se pravi, in če izhajamo iz tega, da cilji so tisto, kar nam dejansko povzročajo stres, oziroma tako so že šamani rekli, nič ne pričakuj in nič ne obljubljaj, pa boš srečen. Se pravi, v prvi fazi cilj, strast, super, da se premaknemo iz te nične točke, ker veliko ljudi je na določeni točki, ko rab življenjsko energijo, ko rabim potisk, da se premakne. Ampak potem, ko se premakneš, ne smeš pa z isto silo tiščati naprej, ker daš boš zdrsnil na drugo stran ceste.